in mir. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Danes se posebej jezuiti spominjamo godu naših misijonarjev na Japonskem, Pavla Mikija, Karla Spinola, Sebastiana Kimura, so bili jezuiti in še več kot 50 drugih redovnikov, precej laikov, ki so dali svoje življenje ob koncu 16. in sredi 17. stoletja v različnih preganjanjih na Japonskem. Pa se v tej molitvi, v tej sveti maši spomnimo tudi teh mučencev, ki so svojo vero potrdili življenjem s prošnjo, da bi tudi mi našo vero živeli dejavno, trdno. Molimo. O Bog, moč vseh svetih, po trpljenju na križu si v večno življenje poklical svete japonske mučence Pavla in njegove tovariše. Daj prosimo, da bomo po njihovi priprošnji vero, ki jo izpovedujemo, pogumno ohranili do smrti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog miru naj nas usposobi za dobra dela. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje, po Jezusu ne prenehamo prinašamo Bogu hvalodaritev. To je sad ustinc, ki slavijo njegovo ime. Dobrodelnosti in miloščine pa ne pozabite, zakaj take daritve so Bogu všeč. Bodite poslušni svojim predstavnikom in bodite jim podložni, zakaj oni čujejo nad vašimi dušami kot taki, ki bodo dajali odgovor, da bodo to delali z veseljem in ne vzdihovaje, kar bi ne bilo dobro za vas. Bog miru, ki je od mrtvih obudil našega Gospoda Jezusa, njega, ki je po krvi večne zaveze veliki pastir ovac, pa naj vas usposobi za vsako dobro delo, da spolnite njegovo voljo in naj v vas, kar mu je všeč, izvrši po Jezusu Kristusu, ki mu bodi slava na veko veke. Amen. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišča, v dan počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih poti zaradi svojega imena, tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj, tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je z vrha. Je moj pastir, nič mi ne manjka. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Aleluja. Človek ne živi samo od kruha,
ampak od vsake Božje besede. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu ter mu povedali vse, kar so storili in učili. Rekel jim je: pojdite sami zase v samoten kraj in se nekoliko odpočite. Mnogo jih je namreč prihajalo in odhajalo, da še jesti niso utegnili. In odpeljali so se v čolnu v samoten kraj sami zase. Videli so jih pa, da odhajajo, in mnogo jih je to zvedelo. In od vseh mest so tja hiteli peš in prišli pred njimi. Ko je Jezus izstopil, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel mnogo kaj učiti. Kristusov evangelij. Danes se spominjamo godu svetih japonskih mučencev, kar precej jih je bilo. Bom prebral poročilo o mučeništvu svetega Pavla Mikije in njegovih tovarišev, ki ga je napisal njegov sodobnik in pripoveduje o tem, kako so ti mučenci, jezuiti, pretrpeli smrtno obsodbo s križanjem. Ko so bili pribiti na križ, je bilo vredno občudovati stanovitnost, h kateri sta jih spodbujala tako oče Pasijus, kakor oče Rodriguez. Redovni predstojnik Peter Krstnik je še naprej kakor negiben stal, z očmi uprtimi v nebo. Brat Martin se je zahvaljeval za Božjo dobroto, prepevajoč nekatere psalme, ki jim je dodajal vrstico: v tvoje roke, Gospod. Tudi brat Frančišek Blanko se je na glas zahvaljeval Bogu. Brat Gonzavi je na ves glas molil Oče naš in Zdravo Marijo. Ko je naš brat Pavel Miki videl, da je pred najčastnejšim občinstvom, pred katerim je kdaj stal, je najprej povedal, da je Japonec in iz družbe Jezusove, da umira zaradi evangelija in da je hvaležen Bogu za tako izredno milost. Nato pa je dodal: ker sem že prišel do tega trenutka, ne bi hotel, da bi kdo mislil, da bom skrival resnico. Odkrito vam povem, da ni druge poti do zveličanja, kakor tista, ki se je drže kristjani. Ker me ta uči, naj odpustim sovražnikom in vsem, ki so me žalili, rad odpuščam cesarju in vsem, ki so krivi moje smrti, in jih prosim, naj se dajo poučiti in se krstiti. Nato se je ozrl po tovariših in jih začel bodriti v zadnjem boju. Na njihovih obrazih se je prikazala nekakšna radost, posebno še pri Ludviku, ko mu je neki kristjan zaklical, da bo kmalu v raju, so vsi lahko videli, kako mu je od veselja vzdrhtelo srce. Anton, ki je visel ob Ludviku, je uprl oči v nebo in izgovarjal presveta imena Jezusa in Marije. Nato je začel peti psalem: hvalite služabniki Gospodovi, hvalite Gospodovo ime. Naučil se ga je v Nagasakiju pri verouku. V tamkajšnjem zavodu namreč učijo otroke tudi nekaterih psalmov. Tudi drugi so z veselim obrazom ponavljali Jezus, Marija. Nekateri so okoli stoječe spodbujali k zares krščanskemu življenju,
S takimi in podobnimi dejanji so kazali, da so na smrt res pripravljeni.